Danes se bomo torej pogovarjali o vojni v Ukrajini in odzivu Evropske unije na vojno. Z nami pa je Evropski komisar, gospod Janez Lenarčič. Gospod Lenarčič, toplo dobrodošli in najlepša hvala za sodelovanje. Zelo veseli smo vaše udeležbe, da ste si v teh pravzaprav kriznih časih in razmerah vzeli čas za nas in da boste poslušali in pokomentirali predloge dijakov na to aktualno temo, ki zaznamuje ne samo Evropsko skupnost, ampak celoten svet. Današnjo razpravo pričenjamo z uvodnim moderiranim pogovorom, v katerem bova gospod Lenarčič naredila uvod v temo, nato pa gremo na tisti osrednji del, na predloge dijakov. Tako da začela bi z orisom razmer v Ukrajini in dosedanjim odzivom Evropske unije. Tako da bi vas prosila, če nam lahko na kratko orišete trenutne razmere v Ukrajini, kaj se dogaja in kakšen je dosedanji odziv Evropske unije na ruski napad na to državo in seveda njene posledice, od politične podpore, humanitarne pomoči, upravljanja begunske krize, vojaške pomoči in tako naprej. Široko vprašanje, ampak nek oris za začetek. Mislim, da vas ne slišimo. Da je mikrofon še izklopljen. Evo. Tako, slišimo. Preveč gumbov je tukaj. Ja, hvala lepa. Najprej lep pozdrav vsem dijakinjam in dijakom in seveda njihovim učiteljem in učiteljicam. In seveda hvala za povabilo na ta pogovor. Ja, tema je seveda zelo aktualna in bom začel kar s položajem v Ukrajini. To, kar imamo danes v Ukrajini, je najhujša humanitarna kriza na evropskem kontinentu po drugi svetovni vojni. In seveda gre tudi za eno zelo surovo vojno, ki jo je sprožila Ruska federacija v nasprotju z mednarodnim pravom, v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov, na podlagi argumentov, ki so popolnoma izmišljeni, lažni, da ne rečem še kaj hujšega. Ukrajina je tukaj žrtev. Ruska federacija je agresor in temu ustrezno se je Evropska unija takoj postavila na zelo jasno pozicijo, v kateri pomaga Ukrajini na vse možne načine, proti Rusiji pa je uvedla vrsto sankcij. Nemudoma prvi paket že v dneh po napadu na Ukrajino, prav danes je pa Evropska komisija oziroma njena predsednica posredovala predlog že za 6. paket sankcij proti Ruski federaciji. Kot kazen in kot odvračanje od nadaljevanja te vojne. Namreč Evropska unija si te vojne ni želela. Evropska unija si je že od samega začetka, od prvega dne prizadevala za mir. To nam še ni uspelo in zato tudi stopnjujemo sankcije proti Ruski federaciji. Kar se tiče pomoči Ukrajini, je ta večplastna. Položaj v Ukrajini je dramatičen, že številke so grozljive. Skoraj 6 milijonov Ukrajincev oziroma ljudi, civilistov iz Ukrajine je že pribežalo v Evropsko unijo in druge sosednje države, v Moldavijo. V sami Ukrajini je skoraj 8 milijonov ljudi notranje razseljenih. To pomeni, da so zapustili svoje domove in poiskali varnost, poiskali zatočišče v varnejših predelih države. Temu je treba dodati še milijone dodatnih civilistov, ki so ujeti na območju spopadov in ki prav tako potrebujejo humanitarno pomoč. Humanitarna pomoč, kot veste, je del moje odgovornosti in na tem področju smo v Ukrajini aktivni že od leta 2014. Tako da ta vojna nas ni ujela nepripravljene in tudi neizkušene. Mi smo že od leta 2014, ko je Ruska federacija, spet isti vir problema, sprožila spopade na vzhodu Ukrajine, v tako imenovanem Donbasu, in tam so 8 let potekali spopadi, ki so seveda tako kot vsaka vojna, kot vsake spopadi, povzročili humanitarno krizo. Mi smo skrbeli za humanitarno pomoč za tamkajšnje prebivalstvo, tisti del prebivalstva, ki potrebuje pomoč, gre za 3 milijone ljudi, vseh teh 8 let na obeh straneh frontne črte.
Po najnovejšem napadu Ruske federacije na Ukrajino smo seveda to pomoč razširili na celotno ozemlje Ukrajine in tako da danes imamo v programih, ki jih Evropska unija financira, že za več kot 150 milijonov evrov sredstev namenjenih za pomoč ukrajinskemu civilnemu prebivalstvu iz naslova humanitarne pomoči. Na drugem področju moje odgovornosti, to je civilna zaščita, smo že pred vojno, pred to najnovejšo vojno, prejeli zaprosilo Ukrajine za pomoč, ki smo ga takoj potem posredovali vsem državam članicam in ob samem začetku prvih napadov Ruske federacije na Ukrajino je ta pomoč začela pritekati v velikih količinah. Da skrajšam zgodbo, do današnjega dne smo v Ukrajino v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito posredovali za več kot 26.000 ton pomoči v naravi. Gre za hrano, gre za zdravila, gre za medicinsko opremo, za mobilne bolnišnice, gasilsko opremo, gasilska vozila, reševalna vozila, za gorivo, za podobne stvari. Pravi, to je največja operacija civilne zaščite v zgodovini Evropskega mehanizma za civilno zaščito. Tako da imate prav, Tjaša Božič, kot ste rekli na začetku, smo zelo zaposleni te dni. No, dodatno k temu seveda ni komisar Slovenije edini, ki se ukvarja z ukrajinsko krizo. Evropska unija je seveda povlekla še vrsto drugih potez, sankcije sem že omenil, obenem je pa prvič v zgodovini Evropske unije, prvič doslej namenila znatna sredstva iz svojega proračuna za pomoč Ukrajini tudi v orožju in v orožju pomagajo Ukrajini tudi države članice dvostransko in seveda številne druge države po svetu. To je posebej zanimivo zato, ker Evropska unija je bila in tudi ostaja predvsem mirovni projekt, kar so tudi dijaki in dijakinje nekaterih svojih predlogih poudarili. To se ne spreminja, ampak v situaciji, kakršno imamo, je treba Ukrajini pomagati tudi na tem področju, da se lahko ubrani pred to nezakonito agresijo. In seveda bolj uspešno se bo Ukrajina branila, bolj verjetno je, da bo do konca te agresije prišlo nekega dne, upajmo, prej kot kasneje. Toliko od začetka z moje strani, seveda bi pa zdaj z veseljem poslušal vprašanja, pobude in komentarje strani udeležencev. Nazaj k vam. Najlepša hvala. Opisali ste nam pravzaprav grozljive razsežnosti vojne za Ukrajino. Vemo pa, da te razsežnosti segajo tudi izven meja Ukrajine, zato mogoče preden gremo na predloge dijakov še eno vprašanje o teh razsežnostih za Evropsko unijo, kako jih ocenjujete, razsežnosti in posledice, tako varnostne kot ekonomske, kakšna bo vloga Evropske unije pri spopadanju s posledicami, mogoče pa potem tudi, če nam še kaj časa ostane, naslovimo pravzaprav prehod na druge vire energetske, taka tema, ki nas vse zanima. No, ruski napad na Ukrajino ni samo dvostranski problem med Rusijo in Ukrajino. Pri čemer ponavljam, ta napad ni bil z ničemer izzvan, z ničemer. Sprožen je bil samovoljno, enostransko strani Ruske federacije oziroma njenega predsednika osebno, gospoda Putina. To, zakaj se je gospod Putin odločil za to dejanje, seveda o tem bi največ znal povedati sam. Moje osebno mnenje pa je, da vsekakor ni šlo za nikakršno ogrožanje Ruske federacije strani zveze NATO ali strani Evropske unije. Nasprotno, Ruska federacija je bila tista, ki je že v prejšnjih letih predstavljala varnostno grožnjo za sosednje države. Spomnite se Gruzije leta 2008, spet ruska vojaška intervencija tam. Spomnite se Ukrajine leta 2014, to je bil ruska intervencija, Rusija si je na silo, z uporabo sile priključila polotok Krim, ki je mednarodno priznan del Ukrajine in prav tako je sprožila vojne spopade v Donbasu. Ampak s to totalno agresijo, ki si jo je gospod Putin privoščil tokrat, so seveda posledice tudi večje kot kdajkoli prej.
In te posledice so večplastne. Prva žrtev te surove vojne je seveda ljudstvo v Ukrajine. Povedal sem že, da jih je skoraj 6 milijonov pribežalo v države Evropske unije in to je seveda precejšen zalogaj za socialne službe v Evropski uniji, za njihovo nastanitev je treba poskrbeti je treba za šolanje otrok, namreč gre predvsem za matere z majhnimi otroki in države, katere so se ti begunci zatekli, morajo zanje poskrbeti za šolanje, za nastanitev, za zdravstveno oskrbo in podobno. In to vse stane, seveda to je precejšen ekonomski učinek tudi na države, ki sprejemajo ukrajinske begunce. Naslednji učinek je zelo resen in gre za porušenje varnostnega reda na evropskem kontinentu in tudi globalno. Gre za globalni učinek, kajti zakaj gre? Omenil sem že, da gre za kršitev ustanovne listine Združenih narodov in za kršitev temeljnih norm mednarodnega prava, ki velevajo, da se meje med državami ne smejo spreminjati s silo. No, Rusija ravno to počne in že najavlja, da bo priznala tako imenovane neodvisne republike, ki jih bo uspela iztrgati Ukrajini. Sprav, gre za nek surovo polaščanje ozemelj, ki pripadajo drugi suvereni državi. Nekaj, za kar smo upali, da po drugi svetovni vojni ne bi več se dogajalo na evropskem kontinentu. In obstajajo pa še drugi precej resni učinki, ki se jih čuti na globalni ravni. Ta vojna je povzročila skokovito povišanje cen energije, gre namreč za energetsko pomemben del Evrope in še bolj za skokovito povečanje cen hrane. Ukrajina je namreč ena od največjih svetovnih izvoznic hrane, zlasti žit in sončničnega olja. In trenutno izvoz prehrambnih izdelkov ni možen iz Ukrajine. Vsa njihova pristanišča, ki so bila glavna pot za izvoz ukrajinskih kmetijskih izdelkov, so blokirana oziroma so v rokah Ruske federacije. Zdaj iščemo skupaj z Ukrajino druge poti za izvoz njihove hrane, ampak to ni lahko. Obenem seveda se z vojaškimi aktivnostmi, z vojaškimi spopadi zmanjšuje razpoložljivo ozemlje, na katerem lahko ukrajinski kmetovalci pridelujejo žito. In seveda svetovni trgi so se na to odzvali s takojšnjim skokovitim povečanjem cen hrane. Zdaj, tako bi rekel, hrane je še vedno na svetovnem trgu dovolj, vendar se je njena cena zelo povišala in seveda to predstavlja velik problem. To predstavlja velik problem za Evropejce, tudi v Sloveniji. Cene energije in hrane so visoke in to najbolj udari po žepu tiste, ki si to najtežje privoščijo. Še hujši je pa ta učinek po svetu. Namreč imamo po svetu vrsto humanitarnih kriz, zlasti na področju Afrike in Bližnjega vzhoda in tam bodo ti učinki povečanih cen hrane in goriv imeli še veliko hujše in bolj usodne posledice, kajti tam ljudje že danes ne vedo, na številnih območjih že danes ne vedo, kaj bodo imeli ali si bodo lahko privoščili hrano za preživeti še en dan. Najlepša hvala. Mogoče še čisto zadnje vprašanje, preden gremo na predloge, kako naj pomaga EU pri spopadanju s temi posledicami, ki ste jih pravkar opisali, od zvišanja cen hrane do zvišanja cen energentov? No, Evropska unija se teh problemov loteva vsak dan, ampak spomnimo nekaj, del težav za Evropsko unijo je v tem, da se je skozi preteklo obdobje zelo povečala energetska odvisnost Evropske unije od fosilnih goriv, zlasti tistih, ki jih izvaža Ruska federacija.
Zato je še toliko bolj pomembno, da se nadaljuje z tako imenovanim zelenim prehodom, kar je bila ambicija te Evropske komisije že ob samem prevzemu mandata leta 2019. Zeleni prehod, prva prioriteta te komisije, in mi s tem nadaljujemo. Še več, verjamemo, da je aktualno dogajanje takšno, da je treba ta zeleni prehod še pospešiti in s tem zmanjšati odvisnost Evropske unije od fosilnih goriv. Evropska unija seveda lastnih fosilnih goriv, lastnih zalog nima veliko, uvaža praktično vso energijo od drugod, velik del tega iz Ruske federacije. Ruska federacija pa vidite, kaj financira z dohodkom od tega izvoza, med drugim tudi to krvavo vojno v Ukrajini. Tako da to dogajanje, aktualno dogajanje veleva, da še pospešimo zeleni prehod in s tem zmanjšamo in v končni fazi izničimo odvisnost Evropske unije, evropskih držav od fosilne energije, od nafte, plina in premoga. Seveda, to ni lahka naloga, tudi poceni ne bo, vendar nadaljevanje sedanje prakse je pa še veliko bolj nevarno, kot priča tudi ta grozna vojna v naši neposredni soseščini. Najlepša hvala, se pravi, pričakujemo lahko, da bo ta energetska kriza, da je tudi neka priložnost za hitrejši prehod na bolj trajnostne in obnovljive vire. Nekaj o tem bomo govorili tudi v nadaljevanju, tudi dijaki ste se osredotočali na to temo oziroma ste pripravili predloge tudi na temo spopadanja s posledicami vojne na področju višanja cen, tako da bomo to temo še naslovili malo kasneje. Gospod Lenarčič, najlepša hvala za ta vsebinski oris in pravzaprav uvod v predloge dijakov. Dijaki so v svojih predlogih obravnavali kar nekaj komponent, ki sva jih omenila tekom tega uvodnega pogovora, tako da gremo k predstavitvam. Dijaki, zdaj ste na vrsti vi. Za danes smo prejeli kar 21 različnih predlogov šol, oziroma to je več kot 21 predlogov, 21 šol je poslalo predloge. Danes bo 11 šol predstavljalo svoje predloge. Jaz sem vas razdelila v 3 skupine, boste videli tudi malo tematsko. V prvi skupini se dijaki osredotočate predvsem na spopadanje z takojšnjimi temi posledicami, z humanitarno pomočjo, z integracijo beguncev. To je prva skupina. V drugi skupini ste se dijaki osredotočali nekako na reševanje oziroma upravljanje konflikta in vlogo Evropske unije v njem. V tretji skupini pa se dijaki ukvarjate predvsem z posledicami vojne, njenimi razsežnostmi, višanjem cen in tako naprej. Kako bo vse to skupaj potekalo? Torej, jaz vas pokličem k besedi, mikrofon in kamero takrat lepo prosim vklopite, se predstavite vaš predlog, potem pa mikrofon izklopite. Po prvem sklopu damo komisarju besedo, približno 5 do 7 minut za komentar vaših predlogov, potem pa gremo na drugi sklop, ponovno komisarjev komentar, tretji sklop in komisarjev komentar. Če nam ostane kaj časa, upam, da ja, naslovimo še kakšno vaše vprašanje, razrešimo kakšno dilemo, odgovorimo na kaj, kar nas še zanima, pa nismo naslovili v uvodu. Tako da na tak način poteka. Če boste imeli vmes kakšno repliko, dajte jo napisati v chat, jo poskusimo vmes obravnavati, če ne, jo imamo v vsakem primeru zapisano, jo komisar vidi, tako da brez strahu, dajte se nam v chat javiti, če želite besedo, tudi povejte v chatu in vam potem dam besedo. Tako da gremo na naše predstavitve. Začeli bomo z tem prvim sklopom, ki se osredotoča na humanitarno pomoč, pomoč beguncem, integracijo beguncev, kot rečeno prej, in naš oder bodo otvorili dijaki oziroma dijakinje Strokovno-izobraževalnega centra Brežice, tako da lepo vabljeni k besedi. Lep pozdrav vsem iz Strokovno-izobraževalnega centra Brežice. Lara in Sebastian vam bova predstavila naša stališča o vojni v Ukrajini. Najprej si želimo, da se vojna v Ukrajini ustavi. Mladi in vsi si želimo svet in družbo brez sovražnosti, dobre medsebojne odnose, varnost, poštenost in obdobje brez vojn, brez prepirov in konfliktov.
Prvič, predlagamo, da ministri in ministrice Evropske unije za energijo na naslednji seji razpravljajo o možnosti za omejitev vpliva visokih cen energentov. Drugič, pozivamo komisijo in države članice, ki sprejemajo begunce, naj izboljšajo usklajevanje na mejnih prehodih in v sprejemnih objektih ter poskrbijo za natančno registracijo beguncev in njihov dostop do potrebne dokumentacije. Poudarjamo potrebo po vseevropski platformi za registracijo oseb, ki zaprosijo za zaščito, ki je zlasti nujna za podporo prizadevanjem za iskanje in ponovno združitev mladoletnikov brez spremstva, pa tudi tistih, ki jim grozi trgovina z ljudmi, kot so zlasti ženske in deklice. In še tretjič, organizacije civilne družbe potrebujejo večjo neposredno finančno in materialno podporo Evropske unije in njenih držav članic, da bi olajšali usklajevanje na terenu in zagotovili boljšo porazdelitev humanitarne pomoči. Najlepša hvala obema za predstavitev vaših predlogov, torej omejevanje vpliva visokih cen energentov na ravni EU, usklajevanje držav članic glede sprejemanja beguncev in tudi vseevropska platforma za registracijo le-teh in pa finančna in materialna podpora držav članic Evropske unije za civilno-družbene organizacije v Ukrajini. Najlepša hvala in gremo na naslednjo predstavitev. Svoje predloge nam bodo predstavili dijaki in dijakinje Gimnazije Kranj. Izvolite. Ja, pozdravljeni. Sem Nik Zelnik in sem dijak iz Gimnazije Kranj. V imenu naše šole bom predstavil predloge, ki smo jih pripravili. Če kar začnem, prvi predlog je zbiranje sredstev za gradnjo večjih in varnejših zaklonišč v Ukrajini, ki bi lahko sprejela veliko število ljudi, potem vzpostavitev učinkovitejših linij za dobavo hrane in ostalih nujnih potrebščin v Ukrajino, potem gradnja večjega števila begunskih centrov po državah članicah Evropske unije, kamor bi se lahko zatekli begunci iz Ukrajine, na vseh osnovnih in srednjih šolah ter v trgovskih centrih bi morali organizirati zbiranje prostovoljnih denarnih prispevkov, s katerimi bi kupili na primer hrano in oblačila ter te poslali v Ukrajino. In pa vse članice Evropske unije bi iz solidarnosti do Ukrajine morale tja poslati določen delež svojih vojakov, ki bi služili kot dodatne vojaške okrepitve. To je vse iz strani Gimnazije Kranj. Najlepša hvala, Nik, za predstavitev vaših predlogov. Torej, več humanitarnih akcij, učinkovitejša dobava oziroma dostava pomoči v Ukrajino, več begunskih centrov in pa vojaške okrepitve. Najlepša hvala Gimnaziji Kranj za sodelovanje in pripravo predlogov. Tretjo predstavitev bodo izvedli dijaki Gimnazije Šiška, tako da lepo vabljeni k besedi. Gimnazija Šiška, ste z nami? Ok, morda ne, tako da počakamo še odziv, če ste, dajte mi napisati v pogovor. Gremo pa na naslednjo predstavitev in sicer prosim dijake Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za predstavitev predlogov vaše šole. Dober dan, moje ime je Blaž in sem predstavnik gostinske in turistične šole Radovljica. Mi smo se osredotočili na 4 točke. To so sprejemanje beguncev, finančna pomoč, vojaška pomoč, predvsem oprema ter nevojaška pomoč. Ukrajina že relativno dolgo sama odgovarja na napade Rusije in kljub nenehnim pozivom za pomoč pa je odziv EU-ja še vedno premajhen. Vsa dejanja, ki so jih naredila v Evropskem parlamentu, mogla biti bolj premišljena, ker je to zelo vpliva na nadaljevanje vojne oziroma njeno prekinitev. Zato bi mogli države, ki so v Ukrajini, ki so njene sosede, bi mogle sprejemati čim več beguncev, kar je predvsem Poljska naredila
bi si mogli vse države po njej zgledovati. Tudi transport je zelo pomemben, zato ker če je 1000 beguncev, pa samo 10 avtobusov, je to premalo. Bi mogla v bistvu Evropska unija sama poskrbeti za prevoz, s tem, da bi lahko tudi državam pomagala, ki bi organizirale to. Potem pa še vojaška pomoč, ki bi pa mogla zagotoviti orožje, tanke, letala, in bi lahko se tudi vojna hitreje končala, ker se vojna ne bo končala za pogajalsko mizo, ampak se bo končala s prekinitvijo streljanja. Paziti moramo tudi na jedrsko moč Rusije. Saj skupaj s Kitajsko ter Indijo so v bistvu velika nevarnost celotni civilizaciji, vsem ljudem na svetu, in se bi mogli tudi postaviti nek dialog med njimi. Pomembne so pa tudi v bistvu manjše države, kot so recimo Slovenija, Malta, Luksemburg, ki bi mogle imeti enakopraven glas. In to ne bi smela biti samo točka na papirju, ampak bi se to moglo v praksi dogajati. Pomembna je pa tudi zdravniška pomoč za ranjence, da bi lahko države prispevale te vojaške zdravnike, ki bi lahko operirali na terenu, ter bi mogli zagotoviti še nek prevoz po zraku ali po tleh, ki bi lahko te ranjence oziroma oskrbovance pripeljali v osvobojena ozemlja. In to je to. Hvala za poslušanje. Najlepša hvala, Blaž, za predstavitev vaših predlogov. Se pravi, ustrezen sprejem beguncev in transport le-teh, finančna pomoč Ukrajini, ne samo takojšnja, ampak tudi tista za povojno obnovo, vojaška pomoč in pa zdravniška pomoč strani Zdravnikov brez meja. Najlepša hvala. Javila se mi je tudi Karin iz Gimnazije Šiška. Poskusimo še enkrat. Karin pravi, da ima težavo z mikrofonom. Tako da, Karin, če tokrat deluje, dajva poskusiti. Mislim, da ne. Predlagam, da gremo potem na komentar in te pokličem še enkrat potem v drugem sklopu, da ti damo ponovno priložnost, če ti bo vmes tole uspelo usposobiti. Sicer pa lahko tudi kdo drug iz Gimnazije Šiška, če nima težav, se v vmesnem času pripravi in potem predstavi vaše predloge. Tako da, dajmo potem to prvo serijo zaključiti in dajem besedo vam, gospod Lenarčič, za komentar tega prvega sklopa predlogov naših dijakov. Ja, hvala lepa. Kar veliko teh predlogov in idej. Najprej glede cen energentov. To je seveda velik problem za vse prebivalce Evropske unije, ampak to je posledica, bi rekel, določenih napačnih odločitev, strateških odločitev v preteklosti. Jaz se spomnim prvih reakcij na ambiciozen program Evropske komisije za zeleni prehod. Pa so bili komentarji, joj, pa kako bo to koštalo, pa kdo bo to plačal, pa kako bo, no, ampak gledajte, dlje traja naša odvisnost od uvožene nafte in plina, bolj ranljiva bo Evropska unija, bolj ranljiva bo vsaka evropska država in bolj ranljivo bo vsako evropsko gospodinjstvo. Ker nam takele poteze avtoritarnih voditeljev, kot recimo gospod Putin v Rusiji, ko se odloči napasti miroljubno, demokratično sosednjo državo, povzročijo hud porast v cenah energentov, od katerih smo odvisni. Tako da to odvisnost je treba zmanjšati in odpraviti, in najboljši način za to je zeleni prehod, prehod na čim širšo uporabo obnovljivih virov. In kot veste, tudi v Sloveniji gre to zelo počasi, po moji oceni mnogo prepočasi, prehod na obnovljive vire energije. To je najbolj zanesljiva, najvarnejša pot do prvič energetske samozadostnosti, neodvisnosti in drugič tudi do ustrezno nižjih cen energije. Zdaj, kaj lahko Evropska unija v teh trenutnih okoliščinah naredi? Evropska komisija si prizadeva na vse načine, da se najdejo dodatni alternativni viri
energije v tem prehodnem obdobju. Predstavniki Evropske komisije so potovali v druge države, ki proizvajajo in izvažajo velike količine plina, recimo Azerbajdžan in Katar, tudi Alžirija, in se skupaj z državami članicami pogovarjala o teh dodatnih virih, tako da bi se zmanjšala odvisnost od Ruske federacije. Obenem je tudi sprejela sklep, ki omogoča, oziroma vrsto odločitev, ki omogočajo državam članicam, da uporabijo razne instrumente, da olajšajo, zmanjšajo breme visokih cen energentov za državljane oziroma gospodinjstva. In nekatere države so to uvedle, tudi Slovenija do nedavnega, kot veste, dokler ni potekla veljavnost odloka o nadzorovanih cenah goriv. V takšnih razmerah, kakršnih imamo danes, je po mnenju Evropske komisije smiselno uporabiti razne vzvode, da se vsaj v prehodnem obdobju drži cene v nekih obvladljivih okvirih, ampak je pa seveda odločitev vsake države, katere vzvode, katere ukrepe bo uvedla oziroma uporabila. To je stvar držav članic. Evropska unija je samo sprejela odločitve, ki omogočajo državam članicam, da uvedejo ukrepe, za katere presodijo, da so najprimernejše. Ene države so določile maksimalne možne cene energentov, druge države so povečale socialno pomoč najbolj ranljivim skupinam, najbolj ranljivim gospodinjstvom. To je pa stvar vsake države članice. Komisija je samo dala jasno vedeti, da so to vrstni ukrepi v današnji situaciji ne samo dovoljeni, ampak celo priporočljivi. Glede mejnih prehodov, stanje na mejnih prehodih med Ukrajino in Evropsko unijo se je v zadnjem času bolj ali manj normaliziralo. Od začetka, v začetnih prvih dneh in tednih je bilo pa zelo kritično. Namreč toliko ljudi je želelo vstopiti v Evropsko unijo, da je prišlo do zelo dolgih, več kilometrov dolgih kolon ljudi, ki so čakali takrat konec februarja, začetek marca v težkih razmerah, v hladu, v mrazu, v podnevi in ponoči dolge ure na vstop v Evropsko unijo, ampak to je bila posledica izključno ogromnega števila ljudi, ki so želeli vstopiti v Evropsko unijo. To se je s časoma uredilo, spodbujali smo države članice, mejne države članice, da povečajo vstopne zmogljivosti, povečajo število osebja na teh mejnih prehodih in to se je v zelo relativno kratkem času uredilo. Seveda, registracija beguncev je nekaj, kar je dolžnost države članice, v katero begunec vstopi. In potem v drugi fazi države članice, v kateri begunec zaprosi za začasno zaščito. Kot verjetno veste, je Evropska unija sprejela odločitev o aktivaciji tako imenovane direktive o začasni zaščiti. V skladu s to direktivo lahko begunci iz Ukrajine kjerkoli na območju Evropske unije, v katerikoli državi članici zaprosijo za začasno zaščito in ta status potem tudi dobijo. S tem dobijo možnost prebivanja na ozemlju države, v kateri zaprosijo za ta status, dobijo tudi pravico do nastanitve, do zaposlitve, do šolanja otrok in do zdravstvene oskrbe. Seveda pa od njih odvisno, v kateri državi članici bodo to naredili, lahko naredijo katerikoli želijo. Evropska komisija skrbno zbira podatke od držav članic o številu registracij, uvedla je pa tudi posvetovalne in usklajevalne platforme glede mladoletnikov brez spremstva, ki so posebej ranljiva kategorija, in prav tako glede tistih, zlasti žensk in deklet, ki so posebej ranljive za trgovino z ljudmi, in spodbuja sodelovanje med pristojnimi organi držav članic, da se posebna skrb posveča tem ranljivim skupinam med ukrajinskimi begunci. Glede humanitarne pomoči v sami Ukrajini, mi to pomoč financiramo
z precejšnjimi sredstvi in v tesnem sodelovanju z drugimi donatorji, ne samo evropskimi državami, temveč tudi z drugimi, kot so Združene države, Združeno kraljestvo in drugi. Ta pomoč se izvaja z našimi humanitarnimi partnerji na terenu. Naši humanitarni partnerji vključujejo specializirane agencije Združenih narodov, organizacije Rdečega križa in pa celo vrsto mednarodnih nevladnih organizacij, ki na terenu poskrbijo za to, da humanitarna pomoč pride do tistih, ki jo najbolj potrebujejo. Se pa pri tem soočajo z velikimi izzivi, zlasti zaradi obnašanja ruske vojske, ki stalno krši mednarodno pravo in norme mednarodnega humanitarnega prava, zlasti kar se tiče zagotavljanja dostopa za humanitarno pomoč do vseh tistih ljudi, ki jo potrebujejo, pa tudi pri vprašanju vzpostavljanja varnih poti za evakuacijo civilistov iz območja spopadov. Verjetno spremljate dnevno poročilo o tem, kaj se dogaja recimo v Mariupolu, mestu, ki je eno od tistih, ki so verjetno najbolj nastradali v tej vojni. Tam so še vedno na stotine civilistov, katerih evakuacija je nujna. Ampak se pri tem naši humanitarni partnerji, ki za te stvari skrbijo, srečujejo z velikimi težavami, ki so predvsem rezultat kršenja mednarodnega humanitarnega prava strani agresorske ruske vojske. Glede zaklonišč v Ukrajini, teh zaklonišč v Ukrajini ne primanjkuje. Že v času Sovjetske zveze so se na celotnem območju tedanje države, tako podobno kot v času na območju nekdanje Jugoslavije, v tistih časih gradila velika atomska zaklonišča, teh ne primanjkuje, predvsem pa se tudi za pribežališča civilistov med bombnimi napadi uporabljajo tudi postaje podzemne železnice v večjih mestih, kot sta Kijev in Harkiv. Tako da to obstaja, tega je dovolj. Problem je v tem, da veste, vsi ne morejo, ko se sproži zračni alarm za zračni napad, vsi ne morejo teči v takšna zaklonišča, gre za starejše ljudi, gre za otroke, gre za ljudi gre za invalide. In nasploh, veste, sploh se vojna ne bi smela voditi na način, na kakršnega jo vodi ruska vojska. Tudi vojna, verjeli ali ne, ima določena pravila. Ta pravila so vsebovana v sklopu mednarodnega humanitarnega prava, ki zelo jasno določa, kaj se v vojni sme in kaj se ne sme. In med temi stvarmi, ki se jih ne sme početi, tudi v vojni ne, je obstreljevanje gosto naseljenih stanovanjskih naselij, kar, kot veste, Ruska federacija počne ves čas. Nastanitev beguncev v Evropski uniji in tudi razseljenih oseb znotraj Ukrajine je seveda velik izziv, ker gre za velike številke, ki sem jih omenil na začetku. In Evropska unija pri tem pomaga na vse možne načine. Za pomoč državam članicam je sprostila vsa neporabljena sredstva iz kohezijskih in strukturnih skladov, ki jih po novem lahko države članice porabijo tudi za oskrbo ukrajinskih beguncev, tako za nastanitev kot za druge potrebe, kot so šolstvo, zdravstvo in socialna varnost. Samo Ukrajino pa dobavljamo velike količine artiklov za začasno nastanitev in s tem skušamo pomagati pri nastanitvi oseb, ki so notranje razseljene, se pravi, ki so pribežale z enega območja Ukrajine na drugo. Glede zbiranja prostovoljnih prispevkov, to poteka, številne humanitarne organizacije, na primer Rdeči križ, Karitas, pa tudi druge, to počnejo in tudi organizirajo dobavljanje humanitarne pomoči, tako finančne kot v naravi, v Ukrajino.
Mi to počnemo preko naših partnerjev, ki sem jih že omenil, Agencij Združenih narodov in organizacij Rdečega križa in mednarodnih nevladnih organizacij. Možna pot pa je tudi preko mehanizma civilne zaščite, ki se zelo široko uporablja. Ta pot pomeni, da gre pomoč v naravi najprej državnim institucijam. Slovenija je prispevala veliko te pomoči doslej in upam, da jo bo še naprej. Tako da to poteka tako v denarju kot v naravi. Veliko pomoči prihaja v Ukrajino in to kaže na veliko solidarnost Evropske unije in držav članic z ukrajinskimi prebivalci. Kar se tiče vojaške pomoči, tukaj je pa Evropska unija, evropske države članice Evropske unije in tudi države članice Zveze NATO so tukaj postavile zelo jasno mejo. Pomaga se v orožju, pomaga se finančno, ne želimo pa se neposredno vključiti v ta konflikt, kajti to bi lahko vodilo do tretje svetovne vojne, do jedrskega spopada širših razsežnosti in to, kot vam je verjetno jasno, bi privedlo do uničenja planeta Zemlja, kar je verjetno napačna pot. V tem smislu bi tudi omenil nekatere pozive, ki smo jih slišali, naj se vendarle zapre zračni prostor nad Ukrajino. Zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino se ne doseže z deklaracijo, da nekdo objavi na radiju ali v medijih, da zdaj naprej pa zračni prostor zaprt. Ne, zaprtje zračnega prostora pomeni, da vojaška letala, v tem primeru Zveze NATO, prevzamejo nadzor nad zračnim prostorom Ukrajine, ampak ta zračni prostor ni prazen, tam že operirajo tudi letala Ruske federacije in to bi bil eden tistih primerov, ko bi se Zveza NATO neposredno vključila v ta konflikt, kar bi privedlo verjetno do tretje svetovne vojne. Tako da tu čez to rdečo črto se ne bo šlo. Bomo pa seveda nadaljevali z vojaško pomočjo v obliki vojaške opreme, orožja v Ukrajini in hkrati povečevali pritisk na Rusko federacijo z dodatnimi svežnji sankcij, dokler bo to potrebno, se pravi, dokler se ta vojna ne zaustavi. In to je bila politika Zahoda, vključno z Evropsko unijo, od prvega dne. Ukrajina ni bila sama, in ni bila sama noben dan. Evropska unija trdno stoji ob strani Ukrajini in ji pomaga na vse načine. Omenil sem že humanitarno pomoč, omenil sem že pomoč v naravi preko mehanizma civilne zaščite, omenil sem že finančno pomoč tudi iz proračuna Evropske unije za oborožitev in omenil sem tudi že sankcije proti Ruski federaciji, glede katerih smo zdaj predlagali že šesti sveženj in te sankcije imajo seveda precejšen boleč učinek na Rusko federacijo in bomo s tem nadaljevali, dokler bo potrebno. Evropske države sprejemajo ukrajinske begunce brez zadržkov in brez omejitev. Ko enkrat begunci iz Ukrajine vstopijo na ozemlje Evropske unije, se lahko po celotnem ozemlju Evropske unije prosto gibljajo in si sami izberejo državo, v kateri bodo zaprosili za status začasne zaščite. Največ beguncev iz Ukrajine se je odločilo ostati zaenkrat na Poljskem, kar je razumljivo iz več razlogov. Prvič, tam so najbližje svojim domovom, na katere se praktično vsi želijo čim prej vrniti, čim prej bo to mogoče. So pa tudi drugi razlogi. Že pred vojno je bila na Poljskem velika ukrajinska skupnost, to so bili delavci in drugi zaposleni iz Ukrajine. Po ocenah od 1 do 2 milijonov ljudi je že živelo ljudi ukrajinskega porekla na Poljskem. Tako da veliko teh ljudi, ki so pribežali na Poljsko, je tam imelo svoje prijatelje, znance, sorodnike, družinske člane in se je lahko pri njih tudi nastanilo. Tako da te številke niso presenečenje. Dodatni razlog, zakaj je Poljska najbolj zaželena destinacija za begunce iz Ukrajine, je verjetno tudi v jezikovni bližini.
prav jezikovna bližina, geografska bližina in pa velika skupnost Ukrajincev, ki je že pred vojno prebivala na Poljskem. Ni pa Poljska edina, ki je sprejela veliko število beguncev iz Ukrajine. Zelo veliko jih je tudi, zlasti če pogledamo glede na velikost prebivalstva, na Češkem, v Avstriji in v nekaterih drugih državah, ki niso mejne države z Ukrajino. Tudi v Nemčiji je že več 100 tisoč, ampak Nemčija je tako velika, da je seveda zanjo to manjše breme kot za kakšno Poljsko. Evropska unija je za pomoč državam članicam, ki imajo veliko število beguncev iz Ukrajine, namenila znatna sredstva, predvsem tista, ki sem jih že omenil, vsa neporabljena sredstva iz kohezijskih in drugih strukturnih skladov, zlasti tista iz prejšnjega finančnega okvira, se lahko po novem uporabijo tudi za vse dejavnosti povezane z oskrbo beguncev iz Ukrajine. Velika večina držav je tudi oprostila ukrajinske begunce plačila vozovnic za prevoz z javnim prometom, z avtobusi, z vlaki, tako da se ti lahko lažje premikajo po ozemlju Evropske unije. In še zadnja zadeva, medicinska pomoč. Tudi tukaj smo aktivni v okviru našega mehanizma za civilno zaščito, opravljamo medicinske evakuacije ukrajinskih pacientov, tako iz Ukrajine kot iz držav, ki gostijo posebej veliko število beguncev, da posebne primere, ki zahtevajo recimo posebej zahtevno oskrbo, medicinsko oskrbo, in to vključuje tudi ranjene vojake, da jih prepeljemo največkrat z letalsko evakuacijo v države članice, ki lahko takšno oskrbo lažje nudijo. Ta mehanizem medicinskih evakuacij stalno poteka in je doslej prepeljal že več 100 pacientov, ukrajinskih pacientov v razne države članice EU. In povsem na koncu, jedrska oborožitev je tista, ki predstavlja največjo nevarnost, največjo grožnjo v tem spopadu. Moskva je že nekajkrat zagrozila z morebitno uporabo jedrskega orožja. Mi ocenjujemo, da te grožnje niso verodostojne, ampak ne spreminjajo dejstva, da Ruska federacija jedrsko orožje ima in da bi ga bila tudi pripravljena uporabiti v primeru, v skladu s svojo doktrino, v primeru eksistencialne nuje. Se pravi, če bi bil ogrožen tamkajšnji režim. Zato se Evropska unija, tudi zveza NATO, ne želi neposredno vključiti v ta spopad, ker bi to lahko vodilo do uporabe jedrskega orožja. To je jedrsko orožje, je tisti razlog, zaradi katerega ne morete preprosto razglasiti, na primer, zaprtja neba, zračnega prostora nad Ukrajino in potem misliti, da bo se to kar zgodilo. Ne, to bi zahtevalo, kot sem že rekel, vključitev letalskih sil Zahoda v neposreden spopad z ruskimi silami in seveda, če upoštevamo, da ima Ruska federacija jedrsko orožje, se to lahko seveda potem tudi uporabi. Zato smo ostali pri začetni poziciji, ki je v tem, da po eni strani povečujemo pritisk na Rusko federacijo, da naj konča to agresijo z vedno novimi, vedno dodatnimi svežnji obsežnih sankcij proti ruskim finančnim ustanovam, sankcij proti ruskemu izvozu energentov, sankcij proti oligarhom, proti ruskim bankam in podobno. Vse, da bi zmanjšali zmožnost Ruske federacije, da financira to krvavo agresijo in po drugi strani pomagati Ukrajini, da se lahko
brani, da se lahko brani, in pa seveda pomagati ukrajinskemu prebivalstvu, ki potrebuje pomoč tako humanitarno kot ekonomsko. Najlepša hvala, gospod Lenarčič, za zelo izčrpen komentar vseh predlogov. Mislim, da ste dijaki prejeli zelo vsebinske odgovore na vaše predloge, tudi nekateri tisti, ki še boste danes predstavljali, tako da gremo naprej na naša še 2 kroga nas čakata predlogov. Gremo na naslednji krog, tako da naslednji krog bomo otvorili z videom, ki so ga pripravili dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina in se nam danes žal zaradi maturitetnega eseja niso mogli pridružiti tudi v živo. Tako da Maja, prosim, če nam zavrtiš video s predlogom. Ja. Če bi jaz odločal o odzivu na vojno v Ukrajini. Dijaki ambasadorji Šolskega centra Rogaška Slatina smo v pogledih na odzive v vojno v Ukrajini med seboj zelo različni. Med našo razpravo smo ugotovili, da imamo 2 skrajni prepričanji. Prvo prepričanje je, da se Evropska unija in ostale države ne bi smele vmešavati v spor med Rusijo in Ukrajino, saj tako le stopnjuje napetost med Rusijo in Natom. Zaradi trenutnih razmer je neposredna pomoč ostalih držav le še dodatno prilivanje olja na ogenj. Evropska unija bi priznala samooklicanje Republike v Ukrajini in zagotovila, da Rusija ne bi imela osnove za vojaško posredovanje v teh 2 republikah. Drugo prepričanje, ki pa je popolnoma nasprotno temu, pomeni, da bi evropske države takoj morale prekiniti vsakršno trgovanje z Rusijo ter njenimi energenti, Ukrajini bi nudili vojaško in finančno pomoč ter neposredno vplivali z vojaškimi zmogljivostmi v vojno. Rusijo bi morali čim hitreje prisiliti v podpis mirovnega sporazuma ter odvzeti jedrsko orožje. Vsi pa smo podali mnenje, da bi Evropa morala odločno vplivati zoper Putina osebno, ga obsoditi in s tajno združeno operacijo odstaviti. Najlepša hvala Šolskemu centru Rogaška Slatina za ta video uvod v drugi sklop, kjer smo rekli, da bo poudarek predvsem na upravljanju konflikta in vlogi oziroma odzivu Evropske unije, tako da 2 izhodišči. Gremo pa na naslednjo predstavitev, za katero prosim dijake in dijakinje Gimnazije Ormož. Zdravo, sem Alja in predstavila bom predloge Gimnazije Ormož. Odsvetovali bi solo akcije posameznih državnikov Ukrajino na pogovore. Evropska unija je nastopila dovolj odločno in enotno, tako da ni potrebe za nesmiselno izpostavljanje posameznih držav, med njimi tudi Slovenija, politične namene herojstva. Okrepili bi moč mednarodnega prava, za vse naj velja enako oziroma naj v osnovi varuje manjše pred večjimi in šibkejše pred močnejšimi. Podpiramo izključitev Rusije iz varnostnega sveta Združenih narodov. Ukrajini je potrebno omogočiti večno nevtralnost v političnem smislu, hkrati pa podpiramo članstvo v Evropski uniji, z gospodarstvenega vidika pa bi jim morali pustiti prosto izbiro. Ukrajini bi poslali vojaško opremo, humanitarno pomoč, finančna sredstva. Evropska unija bi morala imeti večji diplomatski vpliv, omejiti pa je treba tudi vpliv oziroma interese svetovnih sil znotraj evropskega političnega prostora. Migrantom iz Ukrajine bi v Sloveniji ponudili začasno bivališče in priskrbeli osnovne življenjske potrebščine in omogočili lažjo vključitev v našo družbo. Poskrbeti je treba za manjšo birokracijo pri urejanju statusa in vključiti v družbo oziroma dati prednost konkretnim akcijam in nato urejati postopke. Čim prej moramo zagotoviti energetsko neodvisnost od Rusije, to lahko dosežemo s preusmerjanjem na energetske vire, ki ne uporabljajo fosilnih goriv, ki prihajajo iz Ukrajine. Druga možnost je, da začnemo plin uvažati iz drugih držav, kot so Alžirija, Norveška, Združene države Amerike in Kanada. S vsemi razpoložljivimi sredstvi je treba nadzorovati kršitve človekovih pravic, jih obsoditi in sankcionirati. Hvala. Najlepša hvala, Alja, za vaše predloge, torej enoten odziv Evropske unije, izključitev Rusije iz Varnostnega sveta Združenih narodov, članstvo Ukrajine v Evropski uniji in krepitev mednarodnega prava, pa tudi zagotavljanje energetske neodvisnosti od Rusije.
Najlepša hvala. Gremo na naslednji predlog. Tega so pripravili dijaki in dijakinje Gimnazije Ravne na Koroškem, tako da lepo vabljeni k besedi. Lep pozdrav, moje ime je Lufra Tararčnik in prihajam iz Gimnazije Ravne na Koroškem. Mi smo prvo razmišljali, da pač takšne stvari se v tem času, v katerem živimo, ne bi smele dogajati, zato smo razmišljali takole, da bi se na nevtralnem prostoru oziroma mestu sestali predstavniki Evropske unije, NATO, predstavniki svetovnih velesil ter predsednika Ukrajine in Rusije. Mi menimo, da bi lahko z mirnim načinom komunikacije, pogovorom našli neko skupno rešitev, seveda pa bi mogle obe strani nekoliko popustiti. Potem, da se konflikti na svetu nikoli več ne bi smeli reševati z orožjem, torej da bi se prepovedala uporaba jedrskega orožja, ter da bi se najšibkejšim in najranljivejšim pomagalo ter jim zagotovilo se še več hrane, še več stvari, ki jih potrebujejo, da bi njihovo življenje kljub razmeram na svetu potekalo normalno. Ter pa razmišljali smo tudi o tem, da bi lahko Ukrajino in Rusijo sprejeli v Evropsko unijo, seveda pa se bi zataknilo mogoče pri tem, kako bi bila Rusija pripravljena sprejeti vse pogoje in zakone, ki jih je potrebno upoštevati. Hvala. Najlepša hvala, Lu, za predstavitev vaših predlogov, se pravi mirovna pogajanja, Rusija in Ukrajina kot članici Evropske unije, prepoved uporabe jedrskega orožja in pa humanitarna pomoč. Najlepša hvala, da ste razmišljali o tej temi. Naslednji predlog bo predstavil Matic iz Gimnazije Ilirska Bistrica. Matic, izvoli. Matic, si z nami? Okej, če ne, dokler najdemo Matica ali drugega dijaka oziroma dijakinjo iz Gimnazije Ilirska Bistrica, vem, da ste nekateri prisotni, ker ste se nam javili v chat, bom jaz samo na hitro povzela predloge Gimnazije Šiška. Ugotovili smo, da se nihče od dijakov ne bo mogel priklopiti, da imajo majčkeno težav z računalnikom. Tako da čisto na hitro. Dijaki na Gimnaziji Šiška so predlagali več zbiralnih akcij, poskrbeti za ustrezne namestitve za begunce, s tem, da so razmišljali, da bi morda lahko turistične namestitve v Sloveniji spremenili v kapacitete za begunce, ki bi jih sofinancirala Evropska unija. Poudarjajo, da bi želeli ukrajinskim športnikom omogočiti dostop do športne infrastrukture v državah članicah Evropske unije in pa kot dijaki seveda se zavzemajo za brezplačen dostop do učnih gradiv za ukrajinske študente in dijake ali preko spletnih e-baz, knjižnice in pa brezplačno nadaljevanje izobraževanja v državah članicah Evropske unije. Tako da to je povzetek predlogov Gimnazije Šiška. Ponovno pa me zanima, če je z nami kdo iz Gimnazije Ilirska Bistrica. Če da, lepo vabljeni k besedi. Profesor ali kdo od dijakov? Ne? Okej. Vkolikor ne, predlagam, da gremo na naslednji komentar predstavljenih predlogov s strani Evropskega komisarja. Tokrat res si vzamemo maksimalno 5 do 7 minut, da potem pridemo še čez tretji krog, da damo še dijakom v tretjem krogu priložnost, da nas čas ne prehiti. Tako da, gospod Lenarčič, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala, bo krajše, ker se veliko vprašanj tudi ponavlja. Najprej bi želel dijakom in dijakinjam iz Rogaške Slatine uspešno maturitetno preizkušnjo. Najprej bi rekel tako, dejstvo je, da opravičila za ruski napad na Ukrajino ni. Ni opravičila. Ta napad ni bil z ničemer izzvan, nobene grožnje ni bilo Rusiji iz Ukrajine in ta napad ima drugačne razloge. Največ poučenih opazovalcev dogajanja meni, da je pač gospoda Putina začelo skrbeti v neposredni soseščini. Obstaja država in družba ukrajinska, ki se relativno dobro razvija, tako gospodarstvo kot tudi v demokratičnem smislu.
In seveda to zanj osebno predstavlja veliko grožnjo, kajti on se zadržuje na oblasti z vse hujšo avtoritarno mašinerijo pod svojo komando in z vedno večjim oženjem demokratičnih pravic ruskega prebivalstva. Samo pomislite, kaj se zgodi nekomu, ki si upa kaj reči proti ruski oblasti, kot recimo Aleksej Navalni, ki so ga najprej skoraj uspeli usmrtiti z zastrupitvijo, no zdaj pa gnije v eni od ruskih najbolj hudih ječ. Upravičila za ta napad ni. Tukaj imamo situacijo, ki je zelo jasna, država agresor, Ruska federacija, in država žrtev te agresije, Ukrajina, ki je treba pomagati, treba se pa seveda prizadevati za to, da Ruska federacija s to agresijo preneha. Je pa to odvisno od enega človeka, ki sem ga že omenil. V tem dogajanju je izjemno pomembna enotnost Evropske unije, s tem se zelo strinjam, s tem pozivom dijakov, dijakinj iz Ormoža. Enotnost, dokler bo Evropska unija enotna, bo lahko uspešna, tako pri pritisku na Rusko federacijo, kot tudi pri pomoči Ukrajini. Zato seveda razne solo akcije niso na mestu. Vse akcije, ki ne krepijo te enotnosti Evropske unije, niso zaželjene. Ruske federacije se ne da izključiti iz Varnostnega sveta Združenih narodov. Je pa ta želja razumljiva in utemeljena, kajti Ruska federacija je stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov in ta organ, Varnostni svet Združenih narodov, ima primarno odgovornost za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti. Primarno odgovornost za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti. In stalna članica tega organa, ki ima to odgovornost, krši mednarodni mir in varnost z grobo, neizzvano agresijo na, ponavljam, miroljubno, demokratično, suvereno sosednjo državo. Zato je tudi prošnja Ukrajine za članstvo v Evropski uniji naletela na pozitiven odziv. Države članice so pozvale Evropsko komisijo, da začne postopke. Evropska komisija je poslala vprašalnik, obsežen vprašalnik v skladu s postopki, ki so uveljavljeni, in Ukrajina je že vrnila del teh odgovorov. Bo pa ta postopek seveda dolgotrajen. Članstvo v Evropski uniji ni nekaj, kar se da doseči hitro in zlahka, to je dolgotrajen in zahteven postopek, ampak ta postopek se je začel. Koliko časa bo trajal in kako in kdaj se bo končal, pa v tem času ne moremo predvideti. V tem času mora naša prednostna naloga biti vsestranska pomoč v Ukrajini pri njeni obrambi, z vojaško opremo, s humanitarno pomočjo, s finančno podporo in tako naprej. In vzporedno s tem krepitev pritiska, stalna krepitev pritiska na Rusko federacijo, dokler ta ne preneha z svojo agresijo. In seveda ena od lekcij je, da je treba našo energetsko odvisnost od uvoza iz Ruske federacije zmanjšati in odpraviti. Na tem intenzivno delamo. To je nujno, ker zdaj mora biti pa res vsakomur jasno, da Ruska federacija po eni strani svoje energente uporablja kot orožje proti nam in proti drugim uvoznikom, da je jasno je tudi, da je nezanesljiva dobaviteljica. Nedavno je ustavila dobave Poljski in Bolgariji, lahko se samo vprašamo, kdo in kdaj bo naslednji. Se pravi, to ni zanesljiv dobavitelj, to je nevaren dobavitelj energentov, ki te energente izkorišča za izsiljevanje in grožnje. In ne nazadnje dohodek od tega izvoza energentov Ruska federacija očitno uporablja za agresijo do svojih sosedov. Tako da je nujno, da se ta odvisnost zmanjša in odpravi, in prehod na obnovljive vire je ena od poti, da se to zgodi. Kar se tiče pogajanj na nevtralnem terenu, to ni vprašanje. Mnogo ljudi si prizadeva za to, da bi se ta pogajanja začela. Saj so se tudi že začela, v Turčiji je bilo že nekaj krogov teh pogajanj. Turški predsednik osebno se prizadeva, da bi prišlo do miru, do dogovora o miru, do mirovnega sporazuma.
Podobno si prizadevajo tudi drugi, kot recimo izraelske oblasti, pa papež, pa generalni sekretar Združenih narodov, tako da teh poskusov, teh želja ne manjka. To, kar manjka, je volja na strani agresorja, ki se ni pripravljen pogovarjati še o ustavitvi agresije. Zato se jaz osebno ne strinjam s tem, da bosta morala obe strani nekoliko popustiti. Tukaj ne moremo imeti enakega odnosa do tistega, ki je žrtev, in do tistega, ki je agresor. Tukaj mora popustiti agresor. Tukaj mora agresor prenehati svojo agresijo. Ukrajina ni nikogar napadla, Ukrajina ni nikomur grozila, Ukrajina je bila napadena brez razloga in ta napad se mora končati. To je zelo, zelo preprosta situacija. Tukaj ne morete obeh stranih postaviti na isti nivo in zahtevati, da vsak nekoliko pusti. Pri teh stvareh, pri določenih stvareh popuščanja ne sme biti in ena od takih situacij, kjer popuščanja ne sme biti, je neizvana, neupravičena, nezakonita agresija na sosednjo državo. Tukaj ne more biti popuščena, proti temu se je treba boriti na vse načine in to delamo. Članstvo Ruske federacije v Evropski uniji bi bilo mogoče v kakšnih drugačnih okoliščinah, v sedanjih okoliščinah si kaj takega ni mogoče niti predstavljati. Med drugim tudi zato, ker Ruska federacija ne kaže nikakršne želje po tem, še bolj pa zaradi tega, ker ne izpolnjuje praktično nobenega pogoja za članstvo v Evropski uniji. Ruska federacija današnji je daleč od demokratične družbe, to je avtoritarna, tam vlada avtoritarni režim enega človeka, to pa ni oblika vladavine, ki bi bila sprejemljiva za Evropsko unijo. Ne pozabiti, Evropska unija temelji na vrednotah, kot so demokracija, človekove pravice, vladavina prava. To so temelji Evropske unije in teh temeljev v Ruski federaciji gospoda Putina preprosto ni. In zato Rusija ne izpolnjuje osnovnih temeljnih pogojev za morebitno članstvo v Evropski uniji. In dokaj bo tako, se o tem nima o tem niti smisla razmišljati. Zbiralne akcije za begunce potekajo, kdor želi prispevati, ima veliko možnosti. V Sloveniji vem za možnosti preko Rdečega križa Slovenije, preko Karitasa, drugih nevladnih organizacij, pa tudi ukrajinsko veleposlaništvo. Tako da teh možnosti ne manjka, kdor želi prispevati, lahko, in jaz bi vseh temu tudi spodbujal. Kar se tiče dostopa do šolanja, dostopa do športnega udejstvovanja, to so vse stvari, ki beguncem iz Ukrajine pripadajo v skladu z uredbo v skladu z direktivo o začasni zaščiti, ki jo je sprejela Evropska unija. Tako da vsi, ki so pribežali v Evropsko unijo, imajo možnost tako, da nadaljujejo šolanje, bodisi na daljavo preko interneta, bodisi da se vključijo v šolski sistem države gostiteljice. Bom se ustavil tukaj, da bomo imeli še za tretjo rundo. Najlepša hvala, predvsem pa najlepša hvala za komentar na drugi sklop predlogov. Zelo izčrpno, zelo nazorno, tako da dijaki mislim, da v tem primeru res dobite odlične komentarje nazaj na vaše predloge. Zadnji sklop začenjamo z Gimnazijo Ilirska Bistrica, katere dijaki so imeli prej težavo z internetno povezavo, tako da bo sedaj predloge predstavil mentor, gospod Gorazd Berne, in vas, gospod Berne, kar vabim k besedi. Ne slišimo vas, tako da morate si vklopiti mikrofon. Še zmeraj vas ne slišimo. Ne? Ne. Potem pa, če dovolite, če mi pokimate, zdaj vas sicer tudi vidim, ne, evo, zdaj vas vidim, če mi pokimate, naredim jaz kratek povzetek vaših predlogov in gremo potem naprej. Velja? Okej.
Se pravi, dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so svoje predloge dali v nekaj sklopov. Prvi, ki se tiče odnosa do beguncev oziroma pomoči beguncev, so več nastanitvenih kapacitet, zagotavljanje dostopa do pitne vode, higienskih potrebščin in hrane, obvezno omogočiti nadaljevanje šolanja beguncem, ki so šoloobvezni, in pa urediti ustrezen transport, tako kot so že prej izpostavili dijaki v prejšnji skupini. Kar se tiče humanitarne pomoči, so izpostavili pomoč prostovoljcev, organizacijo rejniških družin, ki bi lahko sprejele začasno otroke iz Ukrajine, in pa ponovno zbiralne akcije. Kar se tiče konflikta in vloge Evropske unije, predlagajo šolanje oziroma usposabljanje ukrajinskih vojakov, oskrbo Ukrajine s sodobno vojaško opremo in vojaškimi pripomočki, pošiljanje vojaških okrepitev v Ukrajino in pa čimprejšnja sklenitev kompromisa, kar seveda vsi želimo. Poudarili so tudi pomen finančne pomoči za postkonfliktno obnovo in pa tudi oni se, tako kot že prej izpostavljeno v nekaterih drugih skupinah, zavzemajo za prekinitev dobave ruskih energentov in čimprejšnji zeleni prehod Evropske unije. To so bili predlogi Gimnazije Ilirska Bistrica. Žal mi je, da jih niste mogli predstaviti, super ste tole pripravili. Mi pa gremo naprej. Naslednje predloge bodo predstavili dijaki Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi prisotni še z moje strani. Sem Tamara Dvoršak, dijakinja Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Zelo me veseli oziroma nas spremeni, da naše predloge spremlja in posluša tudi Evropski komisar. Torej, nasilje nikoli ni prava rešitev za reševanje konfliktov ali težav, bodisi v političnih, družinskih ali medvrstniških odnosih. Zato trditvijo tudi stojimo in jo zagovarjamo. Nikakor ne podpiramo vojne, ki se odvija med Rusijo in Ukrajino, kjer zaradi nestrinjanj o suverenosti države trpijo množice ljudi. Menimo, da sta tukaj ključnega pomena pomoč sočloveku in empatija. Če bi mi odločali, bi uvedli več psihološke podpore tistim, ki so se uspeli umakniti na varno, jim pomagali pri vključevanju v družbo in posebno pozornost posvetili šoloobveznim otrokom pri pridobivanju izobrazbe. Seveda pa smo vojno občutili tudi pri nas, ker se cene za osnovna živila, gorivo in energijo višajo, bi želeli, da več pozornosti posvetimo tudi ljudem, ki so v stiski pri nas. Z nizkimi dohodki je veliko družin težko shajalo že pred inflacijo, sedaj pa se stiske zagotovo še povečujejo. Čeprav je veliko govora o nizki brezposelnosti, še zmeraj veliko ljudi ne more zagotoviti osnovnim življenjskim potrebam. Uvedli bi nadzorovano višanje cen strani države ter vavčerje, ki bi jih lahko koristili predvsem v živilskih trgovinah. Če bi mi odločali, bi se bolj posvetili samooskrbi z električno energijo na državni ravni, saj menimo, da je samooskrba edina trajna rešitev za visoke cene energentov. Tako bi energijo v večji meri pridobivali s pomočjo sončnih in vetrnih elektrarn, ki so tudi prijaznejše okolju, uvedli bi višje sofinanciranje tudi gospodinjstvom, ki bi se odločala za samooskrbo z električno energijo. Najlepša hvala za možnost predstavitve. Hvala tudi tebi, Tamara, in hvala za vaše predloge. Torej, več psihološke pomoči za begunce in pomoč pri vključevanju v družbo in izobraževanje. Kar pa se tiče reguliranja cen pri hrani oziroma živilih, predlagate nadzorovano višanje cen in vavčerje za živilske trgovine za ljudi v stiski. Pri električni energiji pa predvsem samooskrbo in sofinanciranje takih investicij za gospodinjstva. Najlepša hvala, Tamara, za vaše predloge. Mi pa gremo naprej na gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše, tako da vabim predstavnika ali predstavnico za predstavitev predlogov. Zdravo, moje ime je Užve Očko in prihajam iz gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo v Rušah. Po našem mnenju, ker menimo, da so vse članice države pripravljene sprejeti begunce, ki so članice Evropske unije, so pripravljene sprejeti begunce in menimo, da bi bilo najbolj pravično, da bi se ti begunci porazdelili pravično glede kapacitet in zmožnosti namestitve in preskrbe beguncev. Menimo, da je bilo to najbolj pravično. Seveda bi tu ven vzeli tiste, ki imajo v tujih državah sorodnike, prijatelje, ker je pač edino logično, da bodo šli k njim, če jim je pomoč ponujena. Omenjena je bila finančna obremenjenost,
ki jo bojo povzročili begunci in njihova preskrba. Menimo, da bi ravno ta porazdelitev to rešila, to finančno preobremenjenost Evropske unije. Begunce bi morali najhitreje, kar se da, ponuditi jim službe, vključiti izobraževalne procese, tisti, ki so pač šoloobvezni. Pred tem pa bi morali jim ponuditi tečaje slovenščine, spremeniti malo sistem in ponuditi tečaj slovenščine, da bi na tak način sprejeli našo kulturo, se lažje vključili v družbo in tudi oni bi se potem pri nas počutili bolj sprejete in boljše. Bila je omenjena energetska neodvisnost od vseh virov energije, ki prihajajo iz vzhoda. Pomembno je, da tu najdemo namestila. En izmed prejšnjih razprav smo se pogovarjali o teh energetskih virih prihodnosti. To pomeni, da bi se mogli preusmeriti in čim prej preusmeriti v izkoriščanje čistih virov energije, ki nam jih ponuja narava v Sloveniji, kot je na primer bioenergija, postavitev nove jedrske elektrarne in pa poiskati vire zemeljskega plina, nafte nekje drugje kot pa v Rusiji. Pomembna je še ena samooskrba, to pa je samooskrba z hrano, ki je že tako ali tako tema v Sloveniji, še bolj pa je pomembna zdaj v tej krizi, ker pač bo prišlo oziroma prihaja do pomanjkanja predvsem žita. Problematika v Sloveniji je ta, da se mladi odseljujejo in kmetije samevajo, ta kmetijska zemljišča se pogozdujejo, država bi pa morala vložiti s pomočjo Evropske unije v to, da se ta kmetijska zemljišča nazaj preuredijo v obdelovalne površine in bi se pridelovalo tiste poljščine, ki nam jih bo zdaj primanjkovalo. Mislim, da bi tako postali tudi samooskrbni glede hrane. Hvala. Najlepša hvala, Ožbej, za predloge tako na področju integracije beguncev, od tečajev slovenščine do delovnih mest in seveda do zagotavljanja energetske in prehrambene samooskrbe, na eni strani z usmeritvijo v obnovljive vire, na drugi strani pa z preurejanjem zapuščenih zemljišč, kmetijskih v obdelana zemljišča s poljščinami, žitaricami in tako naprej. Hvala lepa, Ožbej. Mi pa imamo še zadnji predlog, in sicer predlog Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Krajši predlog in kar nekaj vprašanj, tako da predlagam, da si izberete eno vprašanje glede na čas, ki nam je ostal, in tega zastavite, ostalo pa potem pošljemo po mailu z ostalimi predlogi. Tako da Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, beseda je vaša. Ja, zdravo. Mi imamo begunsko krizo, strinjamo se, da se pomaga beguncem, država pomaga finančno in na način, da jim omogoča delovna mesta, čeprav veliko Slovencev nima zaposlitve, predvsem mladi državljani, zato zbiramo donacije. Predlagam, da bi najprej bilo potrebno poskrbeti za brezposelne državljane Slovence, šele potem, ko se uredijo razmere v državi, se poskrbi za ljudi, ki bežijo pred vojno. Vprašanje, kolikšen odstotek donacij dejansko dobijo ljudje v stiski, saj se ve, da se denar med organizacijami porazgubi. Kaj je sploh sprožilo vojno v Ukrajini? Prehranska oskrba, hrana je po našem mnenju najpomembnejša. Hrana je vedno manj, zato cene hrane rastejo. Povišale so se cene mleka v trgovinah, saj se niso povišale tudi odkupne cene mleka. Bojimo se, da je ogrožena naša varnost v državi. Prve dni vojne smo bili prepričani, da se bo začela tretja svetovna vojna. Bojimo se predvsem za jedrske vojne. Pa še imamo vprašanje, kdaj je država dobro obrambno pripravljena. Najlepša hvala, Benjamin, za zastavljena vprašanja. Predlagam, da si res zberemo maksimalno eno vprašanje, ker na ta vsa seveda ne moremo odgovoriti, bi rabili še nadaljnjo uro pa pol za vprašanja.
Jih pa seveda vsa skupaj s predlogom posredujemo Evropskemu komisarju, tako kot ostale predloge. In s tem smo prišli do konca današnjih predlogov, tako da gospod Lenarčič, še zadnji krog komentarjev, se pravi, spet imava recimo da 5 minut na voljo, da pokomentirate še te predloge, ki so se nekako predvsem osredotočali na energetsko in prehransko samooskrbo. Izvolite. Ja, hvala lepa še za to tretjo rundo teh predlogov. Bom preskočil tiste, ki se ponavljajo in o katerih smo že veliko govorili. Bom poskušal omeniti samo tiste, ki so mogoče drugačni ali pa novi glede na vse prejšnje. Psihološka podpora beguncem, to je nekaj zelo važnega. Begunci niso samo lačni, prezebli, pa potrebujejo streho nad glavo in tako naprej. Veliko jih potrebuje tudi psihološko podporo. To so ljudje, ki so pribežali z vojnega območja, to so ljudje, ki so živeli dneve in noči v hrupu zračnih alarmov, siren, ki so opozarjali na bombe in zračne napade. Ljudje, ki so poslušali eksplozije, ljudje, ki so videli marsikaj, doživeli marsikaj in predvsem gre za precejšen delež ranljivih ljudi, predvsem otrok. Tako da mi v svojih programih humanitarne pomoči sistematično vključujemo tudi psihološko pomoč tistim, ki jo potrebujejo. In ko sem sam hodil na obmejna področja, kjer po sprejemnih centrih, kjer so sprejemali prve prihode iz Ukrajine, povsod je bila zagotovljena tudi psihološka pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Tako da se zahvaljujem za to. To je zelo pomemben vidik, na katerega mnogo ljudi ne pomisli. Samooskrba, tako glede energije kot glede recimo kmetijske proizvodnje. Tukaj moram poudariti, da v ekonomskem smislu slovenski trg ne obstaja. Mi smo del enotnega trga Evropske unije. Enotni trg je tako za energijo, tako za kmetijske proizvode in tako naprej. In če govorimo o samooskrbi, moramo gledati v tem smislu, v smislu enotnega evropskega trga. In tukaj možnosti, da bi bila Evropska unija samooskrbna na področju fosilne energije, ne obstajajo niti teoretično, ker pač teh virov nimamo v tolikšnih količinah, kot bi jih potrebovali. Zato je edina prava pot obnovljivi viri energije, morda še jedrska energija, ki, poudarjam, je Evropska komisija po eni strani ne spodbuja in po drugi strani ne odsvetuje. To je odločitev, ki jo Evropska komisija prepušča državam članicam. Ali bodo imele jedrsko energijo ali ne, to je odločitev vsake države članice. Nekatere jo odločno zavračajo, nekatere, kot je Slovenija, jo sprejemajo. Kot rečeno, to je odločitev vsake države članice. V slovenskem primeru tudi verjetno na referendumu, tako je slišati, ampak to Evropska komisija ne posega, zelo odločno pa spodbuja in podpira prehod na obnovljive vire energije, kot so vetrna, sončna in podobno. In seveda hidroenergija in kar je še tega. Glede kmetijske proizvodnje pa je Evropska unija v veliki meri samooskrbna, tako da si upam trditi, da Evropski uniji ne grozi pomanjkanje hrane, ne grozi pomanjkanje kmetijskih izdelkov. Omenil sem, da je Ukrajina ena največjih izvoznic hrane, ampak to Ukrajina izvaža drugod po svetu, zlasti v Afriko, na Bližnji vzhod in podobno. Evropska unija pa ima visoko stopnjo samooskrbe pri kmetijstvu. Je pa res, da smo del tudi globalnih gibanj in da v globalnem okviru se cene hrane zvišujejo zaradi ruskega napada na Ukrajino. Se zvišujejo te cene, ne zaradi kakšnih drugih razlogov, zaradi ruske agresije. To je eden od neposrednih učinkov ruske agresije, so višje cene hrane. Tako da ljudje, ki bentijo upravičeno, zlasti tisti, ki so socialno ogroženi nad cenami položnic za energijo, nad cenami na tržnici, nad cenami v trgovini, nad cenami hrane, morajo vedeti, kdo je kriv za to. Ta, ki je kriv za to, ima ime in priimek. To je gospod Vladimir Putin. Ta je kriv. Seveda, to ne pomeni, da ne bomo naredili nič. Evropska unija si prizadeva na vse možne načine, da zmanjša
oziroma izniči negativne učinke te agresije, ampak moramo vsi razumeti, kdo je kriv za to in kaj je razlog. In morda še glede recimo tečajev slovenščine, to je super, da se tudi to ponudi ukrajinskim beguncem. Treba pa vedeti, vsaj po naših informacijah, ogromna večina teh ljudi želi domov čim prej. Tako da je pa dobro, da se ponudi tudi to za tiste, ki želijo ostati dlje, da se lahko integrirajo. In še zadnje, misel, da imamo tudi v Sloveniji veliko brezposelnih, to je res. Predvsem je res, da je mladim danes težko priti do prve zaposlitve, mladim je težko priti do lastnega stanovanja. To je vse res in tukaj mora država več postoriti. Ampak gledajte, eno ne izključuje drugega. Mi ne moramo reči, ok, zdaj bomo pa mi najprej rešili vse probleme, ki jih imamo mi pri nas doma, službe, stanovanja za mlade. In pol, ko bomo to vse rešili, šele potem pridejo na vrsto drugi, recimo begunci iz Ukrajine. To ni prava pot, eno ne izključuje drugega. Čas za solidarnost je zdaj. Ti ljudje potrebujejo pomoč zdaj, našo pomoč zdaj in zato jim jo moramo nuditi že zdaj. Obenem pa seveda ne smemo zanemariti tudi potreb in problemov naših lastnih ljudi. Evo, toliko. Najlepša hvala za tretji sklop komentarjev in tudi za ta zadnji opomnik, da je solidarnost potrebna v tem trenutku. Tako da najlepša hvala vsem, mi smo prišli čez današnje predloge, tako da hvala dijakom za vaše ideje in predloge, hvala učiteljem, da to spodbujate, moderirate in seveda hvala vam, gospod Lenarčič, za komentarje, za udeležbo, da ste danes z nami. Predloge šol, ki jih danes niste predstavljali, pa ste jih poslali, bomo skupaj s temi, ki so bili predstavljeni, poslali komisarju po tej razpravi, tako da ima vpogled v vse, niste pisali za manj, absolutno ne. In hvala tudi za ta premislek mladih na področju vojne v Ukrajini in odziva na vojno strani Evropske unije, strani posameznih držav članic. Dajte, tako kot zmeraj vas pozivam, dajte te predloge vpisati na platformo Konference o prihodnosti Evrope, da dosežete nek širši doseg vaših predlogov, da bodo ti enega dne obravnavani strani odločevalcev. Tam imate, se pravi, priložnost, da vaš glas seže dlje. Preden dam zaključno besedo gospodu Lenarčiču, evropskemu komisarju, naredimo še tradicionalno skupinsko fotografijo za spomin, da nam ostane en spomin na tole današnje druženje. Kljub težki temi, mislim, da je lepo imeti en tak spomin. Tako da, Maja, tebe bom prosila, da nas pofotografiraš, vas, ki ste prisotni, prosim za kamere, če to želite, in nas bo Maja obvestila, ko bo naredila sliko. Tako da, vsi en nasmeh. Urejeno. Hvala, Maja. Gospod Lenarčič, vam še zaključna beseda ob današnjem druženju. Ja, tole bi rekel, ko sem pred leti v nekem podobnem okolju razlagal, da je Evropska unija predvsem mirovni projekt, projekt, ki je nastal na pogorišču druge svetovne vojne, željo postaviti nekaj takega, da se takšna vojna ne bi nikoli ponovila, so me tedanji sogovorniki, mladi, malo čudno gledali, kaj o tem govori, kaj pa ta govori, pa saj to je že prav zgodovina, to je že zdavnaj bilo, to ne bo več. No, ta grozna vojna, ki se dogaja tu pred našimi nosovi, je opomin, kako pomemben je ta projekt, ki mu rečemo Evropska unija, kako je to važno, kako je to predvsem mirovni projekt. In je dejansko, Evropska unija je tista, ki je zagotovila mir na evropskem kontinentu, do koder je pač segala. Mi smo imeli strašno vojne na Balkanu v 90-ih letih, ker pač to ni bil del Evropske unije. Imamo strašno vojno v Ukrajini, ki si želi biti v Evropski uniji, ampak to še ni. Pa tudi Rusija bi pa fajn, če bi bila del Evropske unije, ker potem ne bi jim na misel prihajalo to, kar se je zdaj zgodilo. Tako da, fenomen, da je Evropska unija mirovni projekt, je dobil novo potrditev s tem, kar se dogaja.
Jaz sem vesel razmišljanj in idej in pobud dijakov in dijakinj v tem pogledu. Vidim, da razmišljate o tem, kaj se dogaja, imate dobre ideje, jaz se vam zanje zahvaljujem in vas želim spodbuditi, ostanite na tej poti, razmišljajte o stvareh, ki jih opažate in seveda vso srečo v vaših bodočih načrtih. In hvala za povabilo. Najlepša hvala, gospod komisar, za te spodbudne besede in res še enkrat iz srca hvala tudi vam, da ste si v danih razmerah in v dani kopici dela vzeli čas za nas, za naše dijake, poslušali predloge in jih res izčrpno in dobro vsebinsko pokomentirali. Smo zelo, zelo hvaležni za to priložnost in upamo, da se tudi z vami vidimo prihodnje leto ob, upajmo, kakšni drugi temi. Tako da najlepša hvala vam za udeležbo, hvala pa tudi vam, dijakinje in dijaki in mentorice in mentori, za celoten angažma tekom vseh 9 razprav z 8 evropskimi poslanci, danes s komisarjem, da ste res aktivno sodelovali, vsakič pripravljali eno kopico predlogov, razmišljali o aktualnih evropskih tematikah in problematikah in da ste izkazali, da ste aktivni državljani, da vam je mar za vsak dan, da vam je mar za prihodnost. In mislim, da je to res ena dobra spodbuda za vse nas, da bo prihodnost bolj svetla in da ob takih mladih upamo na to, da se nam ne bo tako treba bati za prihodnost. Tako da še enkrat pohvale, da ste aktivni državljani, hvala, da ste zdržali z nami skozi te celotne, pravzaprav 4 mesece leta 2022, kar 9-krat smo se srečali takole ob sredah. Tako da mi se naslednjič vidimo na zaključni slovesnosti 21.6. Jutri prejmete tudi uradno vabilo, še prej pa seveda ocenjevanja, kjer boste ali z Majo ali z mano. Tako da srečno vsem skupaj in v taki zasedbi dialogov z odločevalci se vidimo drugo leto, morda nam drugo leto uspe tole izpeljati v živo, regionalno, nacionalno, kakorkoli, držimo pesti za to. Srečno vsem! Hvala vsem. Adijo. Srečno, hvala vam. Nasvidenje. 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 Nasvidenje.